Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z velikim veseljem oznanjam novi podcast skupine Beyond Leadership. Današnji podcast je nadaljevanje prejšnjega z naslovom Kaj so glavni nauki naših Beyond Leaderjev v letu 2021? Drugi del. Sprehodili se bomo skozi glavne zaključne misli naših skrbno izbranih Beyond Leaderjev. Te nauke pa si skrbno zapišite in jih poslušajte, saj so nam lahko veliko pomoč v poslovnem kot tudi osebnem življenju. Gregor Sobočan, svetovni prvak v kettlebell liftingu, kondicijski trener, mentor in podjetnik. Prvi kot ne ustraši se izziva. Vse kdo pred mano stoji, jaz pa res probam tako narediti, da kdorkoli pred mano stoji, ga gledam enak. In to je nam že takrat Boris Denič kot trener, pa tudi mlajšim so že govorili, sploh ni pomembno, kdo je nasprotnik, vsi so iz krvi in mesa. In ideja je pred tabo nek igralec, ki igra za ogromne vsote denarja, pa nekdo, ki še vzhaja, vsak mora v tistem trenutku dati vse od sebe. Se pravi, ne se ustrašiti nobenega, probaš, najslabše, kar se lahko zgodi, da umreš. Se pravi, pač veš, umrl ne boš, tako da nekaj boljšega se vzihar zgodaj, če ne drugega se boš nekaj navadil. Pol imam tole, da podvomi v vse, da razišči zadevo, ker se mi zdi, da zelo veliko ljudi, ko nekaj sliši, pa hitro verjame. Da se zelo hitro, da ljudje trenutno smo taki, da se nas da kupiti zelo, zelo hitro. Če je nekaj malo dobro marketinško zapakiran, pa kar verjamemo. Tle mogoče se bo malo antimarketinško slišala, ampak že samo stvari, ki jih ne vem, lahko rečem firma. Rečemo Kinder Bueno, čudovit zajtrk, ali pa Nutella za boljši dan. In pol starši mislijo, wow, se res je na televiziji, Nutella je pa dobro, noben pa ne gre gledati, kaj je v Nutelli, to je samo cukor pa transmaščobe. In pa to je samo en tak banalen primer, so pa še bolj taki primeri. In jaz sem govoril v svetu treninga, ker nam dostikrat pokažejo nekoga, temu je pa uspelo v 3 mesecih iz tega narediti poja. Pač jaz vem, da to ni možno, ali slika, ne vem, ali lih obratno, da je lih obratno slika. Tako da jaz bi rekel, da je treba podvomiti zadevo, večkrat raziskati, mogoče tudi na sebi probati, pa se odločiti, se mogoče pa je res. Samo v večini primerov, če preveč marketinga zadaj, jaz rekel, da zadeva ni tako zelo. Pa ta zadnja, pač jaz res za vse priložnosti, ki sem jih dobil, sem hvaležen in vsako probam maksimalno izkoristiti. To mi je pa tako, nikoli nobenemu ne rečem ne, pa tudi včasih, ko sem že preobremenjen, pa mi nekdo da neko ekipo, ki noben drug trener ne bi vzel, ker si reče, ti si pa predober za to, ampak to pa res nikoli ne rečem ne. Mi pripeljejo mlade odbojkašice, ker mogoče tudi nima neke perspektive v odbojki, ampak res probam tudi na njih maksimalno se potruditi. Mi pripeljejo nekoga, ne vem, iz tle takih in drugačnih vetrov in res probam pomagati, 100% izkoristiti, pa sem tudi res hvaležen, ker če ne drugega se pa jaz marsičesa iz teh priložnosti naučim. Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat MG in internacionalizacijo v Atlantic Grupi ter menedžer leta 2020. Veliko časa namenim tudi, ali pa nekaj časa namenim tudi mladim podjetnikom, mladim menedžerjem preko različnih organizacij in v delu z njimi se nekako držim tega, da ni recepta, da ni formule, ki bi bila ista za vse. Samo zato, ker ste končali eno smer šolanja, ne pomeni nič. Samo zato, ker ste začeli v enem podjetju, pravzaprav ne pomeni nič. Torej, jaz vedno pravim ljudem, dajmo poiskati, kaj vas res veseli. A si res to želite? Tudi, če ni najbolj plačeno trenutno, tudi, če ne prinaša nekega statusa, vam mora biti všeč. Torej, najte tisto, kar imate radi in potem na tem vztrajajte. Na koncu dneva bo življenje hitro mineva, in če se bomo ozrli nazaj in ugotovili, da smo porabili 40 let v ničemu, kar nas ni veselilo, jaz tega recimo ne bi želel. Torej, moj svet je vedno, najte to, kar imate radi in na tem vztrajajte. Drugo, bodite pri tem avtentični. Ta avtentičnost je konec koncev tudi tista, ki dela razliko, je to tisto, kar denar ne more kupiti, kar se ne moramo naučiti in je v časih, kjer so odnosi izjemno pomembni in konec koncev v časih, kjer bo umetna inteligenca nadomestila marsikaj, avtentičnosti ne bo. Torej, ugotovite, kdo ste, kaj ste
in bodite to, kar ste, zvesti svojim načelom in principom, in na dolgi rok se bo to izkazalo. Ne. In seveda, mogoče, če bi mogel reči tretje, ne, treba razumeti, v kakšnem svetu živimo, ne, treba razumeti, da je treba dobro in veliko delati, ne, treba pa tudi razumeti, da samo delo ni dovolj, ne. Delo je higienik. To, da boste vi nekaj dobro opravili, je higienik, ne. Če ne boste ob tem, kar boste opravili, imeli nekaj povezanega z ugledom in z izpostavljenostjo, vam to pri karieri ne bo pomagalo, ne. Torej, ena prvih lekcij je, ne, ja, treba je dobro in kvalitetno in uspešno končati, karkoli delamo, ampak potem se to mora za sabo potegniti nek ugled in mora potegniti neko izpostavljenost. Ker če danes v slovenskem prostoru niste med prvih 5 top of mind, kot se temu reče, ne, boste težko prišli do kakšne zelo visoke pozicije, ne. Ker dostikrat se o teh stvareh odloča hitro in takrat se reče, a poznamo koga, ki bi bil res dober član uprave za finance, za IT, za marketing, ne. In če takrat niste med top 5, bo težje, ne. Ja. Da boste pa med top 5, morate pa ob dobrem, uspešnem delu imeti ustrezno izpostavljenost in ugled. Magister Primož Zupan, direktor Ambils. Ja, 3 zaključne misli. Prva bi bila, da vedno glej na posel kot na igro brez konca. Če je to igra brez konca, je v ospredju ta proces, skozi katerega rasteš in skozi katerega se nadgrajuješ. Ker če imaš občutek, da je to igra in da je ta neskončna, ne, potem tudi marsikatera napaka ali pa ovink ni tako grozen in veš, da se bo zgodba nadaljevala naprej. In drugo, takrat, ko imaš stisko ali pa težke čase, je pomembno, da imaš okrog sebe v najožji bližini ljudi, ki jim lahko zaupaš, na katere se lahko zaneseš. Jaz sem to v službi zdaj, še posebej tudi v zadnjem letu, imel priliko skozi različne situacije spoznati. In sem prav vesel, da imam tako ekipo, sodelavce, ki mi preskočijo na pomoč, ne samo v poslu, ampak tudi tako lahko rečem, da so mi zaupanja vredni. In da sem zelo hvaležen za to, da imam take ljudi okoli sebe. In ta tretji nauk, ne, da je vedno treba imeti odprte oči, pa tudi ušesa, ne, da pač, ko naletiš na neko težavo, je to lahko pričetek neke nove ideje, če jo na ta prav način uspeš peljati skozi proces, lahko s tem tudi spremeniš svet. Dr. Peter Merc, podjetnik, ustanovitelj Lemur Legal in Fintech Factory EU ter član uprave Blockchain Think Tank Slovenija. Ja, prvi nasvet, da se svet vedno hitrej vrti in da znanja ni nikoli preveč in da je hitro zastarelo, tako da ne se uspavati. Potem drugi je learning by doing, ne, praktično, recimo, ko do nas pride stranka in ko nam reče, če smo mi to že delali, glede na to, da delamo večinoma z nekimi tehnološkimi podjetji, se redko kdaj zgodi, da bi rekli, ja, točno to smo že delali, ne, ampak začneš potem seveda takoj razmišljati, kje si že delal kaj podobnega, kaj boš mogel naštudirati, koga boš vprašal. Tako da ne biti v paniki, če nekaj še ne znaš narediti, zato ker zelo verjetno ne zna tega narediti noben, ampak če imaš neko dobro podlago, se loti čim prej študiranja in boš sigurno zmogel. Tretje je pa moj moto, življenjski moto, če si bom dal kdaj kaj vtetovirati, zaenkrat nimam še nič, ampak če si bom dal vtetovirati, si bom dal vtetovirati Carpe Diem. Tako da to pa lahko delamo po 12-14 ur na dan, ampak vmes si treba najti čas tudi za šah, za sprehod, za zmenek, za mojito, karkoli. Življenje gre res prehiter naprej in kar naenkrat že vidim sebe, spomnim se, kako sem včeraj žuril 3-krat na teden v topu in v globalu, en mesec nazaj pa star 37 let, grozen. Tako čas res hiter teče, tako da mogoče, najbolj pomemben nauk od vseh je Carpe Diem. Polagam na srce vsem. Magister Žiga Vavpotič, soustanovitelj Simbioza Genesis in Zavod Y, predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta in neizvršni direktor Outfit 7.
nekaj sva jih že omenila, pa jih bom morda sam absolutno poudaril. Absolutno potujte in se izobražujte, te širine in znanja v življenju vam ne more vzeti nihče. Bodite odgovorni in tisto, kar rečete, da boste naredili, bodite toliko posebni, da naredite še malo več. In se mi zdi, da je ključ, da ostanete malo samosvoji. Zaradi tega, ker povprečnih ljudi ima svet dovolj, izjemne ljudi bo pa ta svet še krepko rabil. Luka Železnik, soustanovitelj in CEO Kingsbox. Ja, ena je, da res smo konstantni z učenjem. Ne? Ta nasvet je največ vreden in dolgoročno ta compound efekt je, se ne da opisati, no, konec koncev, koliko se da nekaj naučiti in ja, kaj pride z tega ven, ne? Od nekih odnosov do denarja in tako naprej. Tako da ja, moj nasvet je 10 strani knjige na dan, vsak dan. 10, ni treba več. To je pri meni 15 minut. Če to naredimo, smo tak win za nas, za osebni razvoj, za firmo ali karkoli delamo kariero. Tako da ja, ta nasvet itak je logičen in se povezuje tudi z drugim, da moramo biti konstantni. Ne? Ta konstanta, to je recept, mislim, da naš. Mi 5 let delamo 12 ur na dan, mi ne delamo en dan 6, en dan 8, mi delamo vsak dan 12 ur na dan in smo zelo konstantni. Vsak dan je treba deliverati, ne. In če rečemo, delamo 5 dni v tednu 12 ur, 2 dni smo prosti, bodimo prosti una 2 dni, ma unah 5 pa delamo. In ne odstopamo od naših vrednot, ker če bomo odstopili en teden, bo ratla 2, 3, 5, 10. Ne. Saj vemo, ko to gre s športanjem, s hrano, z vsem. Tako da ja, konstantnost je drugi. In tretji pa naj bo, jaz pravim, ostajamo ljudje, ne, konec koncev zdaj, online, vsi smo online, noben se več ne vidi, bodimo ljudje, ne smemo konec koncev nehati delati dobro, ne. Tako za zaposlene, kot za družine, do konec koncev, ko nam sledijo, delimo dobre nasvete in ne se bati pomagati, ne. Profesor dr. Matej Černe, izredni profesor za področje menedžmenta na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ki sem ga mogoče tudi že izpostavil, precej ne se bati ciljati visoko, ne, biti ambiciozen, ciljati res v zvezde, ne, ker če ne boste, potem se ne bodo dosegle, ne, sigurno. Po drugi strani se pa te stvari ne zgodijo same po sebi, ne, tako druga zadeva, drugi nasvet bi bil pa definitivno trdo delati. Tretja je pa vezana tudi na to, recimo, izbiranje tega, kaj sploh delate, ne. Se mi zdi, jaz imam 3 kriterije za to, a se lotim novega projekta ali ne, in vsi 3 morajo biti izpolnjeni. Prvi kriterij je, da je zadeva res top, tako samo po sebi, da ima lahko nek vpliv, impact samo po sebi. Druga, da mi je osebno zanimiva, ker drugače se mi zdi brez veze namenjati čas temu. In tretja, da vključuje ljudi, s katerimi bi rad delal, oziroma se vidim, da se tudi pač družim, oziroma se karakterno ujamemo, ne. In vsi 3 morajo biti izpolnjeni in mogoče sem v preteklosti si kdaj tudi malo preveč različnih projektov nabral, ne. Se mi zdi bolj pomembno fokusirati na manj projektov, pa tiste bolj top. Magistra Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circle Change, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo ECSEP. Da si ostani zvest, če tudi je kdaj težko, zaradi tega, ker če si zvest v tem, kar čutiš v srcu, da je pravo, pa ne glede na to, ali si študent, ki se odloča, kako bo nadaljeval študij, ali pa če si predsednik uprave, ki je zelo kdaj osamljen v tej svoji funkciji in ne ve, ali dela prav ali ne. Se pravi, to, ostati sebi zvest, kadar veš, da so stvari etične, prave in skladne z svojimi vrednotami. To se mi zdi ena stvar. Druga je
ta odprtost, se pravi, ohraniti to besedo ponižnost, imamo mi tako grdo, mislim, ne grdo, ampak lahko je narobe razumljeno, no? Ampak v življenju to hvaležnost in ponižnost do tega, kar nam življenje ponuja. In ko ga gledaš, kdaj te preizkuša, kdaj je nekaj, kar se ti zdi težko, nesprejemljivo, zakaj se je glih meni to zgodilo, ali če so bolezni, ali če so izgube položajev, karkoli. Se mi zdi ohraniti ta pogled, a ne, na to, da hvala življenju, da smo tukaj, da lahko doživljamo to, kar doživljamo, da bo potem lažje to sprejmemo in predelamo in vidimo, kaj nam je to potem novega, dobrega odprlo. In tle je ta, kar rečejo, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, to se mi zdi zelo pomembno v to tudi zaupati. In kaj bi bila še tretja misel? Življenje je smrtno nevarno, ne? In vsi smo na tem vrtiljaku in zdaj smo malo pozabili, zdaj bom tako malo mogoče v tako smer zapeljala, ampak ravno zdaj v tej pandemiji se zdi, kot da smo nesmrtni. Vsi smo smrtni in nekje se ta pot konča. In zato mislim, da je to, da v življenju rečeš stvarem in poskusiš in preizkusiš, da to na koncu tega ne obžaluješ, dočim, če si zelo tak prestrašen in ne rečeš življenju je potem na tisti zadnji postaji pogled, zakaj pa tega nisem, kaj bi pa bilo, če bi. Ne? Tako da dajte si upati, dajte reči, tudi če padamo, se popraskamo in ustanemo in se naučimo in smo močnejši za naprej. Magistra Edita Krajnovič, direktorica podjetja Mediade, inovatorka in neprestano v vlogi motivatorja spremembe. To je zaradi Petra Florjančiča, ker se mi zdi, da res živimo v enem takem obdobju, da je treba res stvari gledati in biti čuječ na to. Pa sta bili pa še dve, pa točno vem, zakaj sem jih rekla. Poslušajte, je bila zato, ker kot si sam rekel, jaz sem se pa tega od dr. Richarda Adižesa naučila, da imamo z razlogom dvoje ušes pa ena usta. In v resnici, če hočeš v bistvu zdaj imeti empatijo, to je zdaj beseda, ki je zelo se ji povečala frekvenca, se moraš biti sposoben uživljati v čustva in v miselni okvir drugih ljudi. Zato je treba poslušati. In se mi zdi, da tako, se razumem, vsi imamo potrebo potem, da govorimo, ampak ljudje smo hvaležni, če nas pa nekdo posluša in nam prisluhne. Tako da, se pravi, prvi bi bil opazujte, druga poslušajte, ker boste veliko vedeli in veliko več vedeli, kot če sam govorite. Kaj ima pa pol ta tretja, je pa bodite zgled, ne? Ker zgled je pa pač najmočnejše orodje vodenja. Če nekaj hočemo, moramo najprej sami začeti delati in tako, s tem tudi peljemo stvari tja, kam bi radi, da pridejo, ne? Tako da, zato sem pa pol zbrala tudi bodite zgled ali pa bodimo tudi zgled in da bomo jutri boljša verzija sebe. Dr. Jerca Legant-Cvikl, predsednica Femmes Sans Frontières, antropologinja, strokovnjakinja za strateško komuniciranje, publicistka in mentorica. Ostanite zvesti sebi in ohranite kritično distanco do vsega in vseh, prvič. Drugič, ne zapravljajte časa in energije za neumnosti, ker je življenje kot krogla, ki se nikoli ne vrne. In imamo 100 let za to, da ne zapravljamo za brezdelje, ampak naredimo res najboljše iz sebe in iz tistega, kar si želimo. In tretje, stremite k ravnovesju v vsem, kar počnete. Andreja Cavnik, ICF Professional Executive Coach, Fortune 500 Coach, Business Master Coach and Trainer, and Business Strategist. Okay, well, I would say Immanuel Kant. He is a German philosopher. He said that a formula for happiness consists out of 3 things. And those 3 would be having something to do, having someone to love, and having something to hope for, right? So I think that would kind of be the summarization of what I would leave you with. Because having something to do, something you're passionate about, someone to love and be grateful for, and then also having those future visions and goals that you want to aspire for are probably the key takeaways for our mind to stay primed and driven. Dr. Nana Šumrada Slavnič,
VP of Legal Affairs, Outfit 7. Okay, zdaj mislim, da je v bistvu v vsakem primeru tako zasebno, kot v strukturi, v kateri delamo na delovnem mestu, se mi zdi, da je zelo pomembno, kakšne vrednote, da se res odločiš za določen spekter vrednot. Zdaj, ali je vrednota, lahko je vrednota tudi popolnoma hitri finančni cilj. Saj nimam težav s tem, ampak se mi zdi, da za neko osmišljenost dela je potrebno si opredeliti svoje tiste vrednote, ki so tebi pomembne, jih potem dosledno živeti. Tako pri sestavi ekipe, pri doseganju ciljev, pri postavljanju ciljev, pri ravnanju z ljudmi, se mi zdi, da je to pomembno. To je recimo nekako prvi nauk, če temu lahko tako rečemo. Zdaj, ena izmed mojih pač res pomembnih vrednot je ta prijaznost, kot sem rekla. Zdaj, seveda, kot smo že rekli, pa ne toliko ženske, ampak strokovnjak, mladi strokovnjak, vsak se lahko najde v trenutku, ko bi želel biti relevanten. In takrat večkrat nekateri pravijo, ali pa neke klasične teorije o tem učijo ljudi, da morajo biti asertivni. Zdaj, krasno je, če si asertiven tako, da je to odmerjeno na prav način, ampak lahko gre hitro v napačno smer. Tako da jaz sem recimo pri sebi ugotovila, da si lahko absolutno prijazen, pa kljub temu izredno relevanten. In to me je recimo nekaj, kar mene pomirja. Ni potrebno včasih, seveda si lahko strog ali oster, pa kljub temu to narediš na prijazen, dobrohoten način. Torej, človek na nasprotni strani, to je tudi nekaj, kar sta začela Izasija in Samo Login, The Arbinger Institute, ima posebne, bom rekla, način, trening veščin, kako se trudimo pretopiti humanost, gledanje človeka na drugi strani kot človeka v delovno okolje. In to je nekaj izjemnega. In tukaj je v bistvu in vse je lahko bistveno bolj lahkotno in prijazno. Torej, to so te vrednote. Zdaj, druga, jaz mislim, da ljudje imamo izredno veliko strahov, ali bo ali ne bo uspelo, kako se lotiti stvari. In mislim, da to je že Roosevelt dobro rekla, da en izmed največjih strahov je, kako že vlau, is fear itself. One of the biggest fear is fear itself. Se pravi, težava je sam strah. Pač lahko imaš emocije, ampak preden tega, to je potrebno pretopiti v akcijo in nekakšno premagovanje smiselnih manjših ciljev, da se to omogoči. Se pravi, in treba je neka srčnost. Se pravi, če je prav nauk bi bil ena od najmogočnejših nalog, pa naših ciljev je premagovanje, razblinjanje teh strahov in tega se lotevajmo z čim več srčne energije. Tretji je pa tisto mora biti, kar sem tudi že povedala, mislim, da je bistveno, da pač res si prisluhnemo, najdemo neko svojo pot, nek svoj izraz, ta bo samo vaš lasten, tukaj se niti ne bi lotevala tekmovalnosti. Če je to vaš glas, vaša pot, je to vaše lastno. In v tem zgledujte se potem in to bogatite, to naj bo tisto najboljše vaše in s tem boste tudi najbolje pripomogli družbi in konec koncev svetu. S tem, da hkrati boste pa vi najbolj zadovoljni. Tako da to so neki trije nauki, če lahko temu tako rečem. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.